Virus je še vedno med nami. Več o tem, kakšne so trenutne razmere glede COVID-19 na širšem slovenije-bistriškem območju ter kako potekata cepljenje in testiranje, so nam povedali predstavniki Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Kot že rečeno, virus je še vedno med nami, ne pada tako, kot bi si želeli, okužbe ne padajo tako, kot bi si želeli. Stanje je že nekaj časa stabilno, med odvzetimi brisi je še vedno okoli 20% pozitivnih. V zadnjem času se povečujejo tudi prehladna obolenja, zato je tudi malo več testiranja. Ni pa vsak prehlad tudi COVID, tako da, kot že rečeno, 20% brisov je vseeno pozitivnih. Na dan opravimo med 180 in 300 brisi skupaj z tem množičnim testiranjem, ki ga opravljamo tudi za zaposlene v podjetjih, kjer se ta testiranja morajo tedensko opravljati. Organizirano imamo tudi cepljenje, v tem tednu pospešeno cepimo vse nad 75 let in kronične bolnike. Prebivalce nad 80 let pa smo pocepili vse, ki so izkazali interes za cepljenje. Še vedno je potrebno upoštevati vse zaščitne ukrepe, pravilno nošenje mask, razkuževanje rok, vzdrževanje varnostne razdalje in pa čim manj zadrževanja v skupnih prostorih. Pozvala bi vse prebivalce, da se vseeno zaupajo stroki, se odločijo za cepljenje in se naročijo pri svojih izbranih osebnih zdravnikih ali pa na portalu e-uprave za cepljenje proti COVID-19. Saj bomo le tako nekako premagali ta virus in zakorakali mogoče že jeseni v neke normalne tirnice. V poplavi vseh različnih odlokov, sprememb, tudi odprtja trgovin in šole, dejansko opažamo, da ljudje nekako niso več v tem primežu epidemije, vsaj kar se tiče zaščitnih ukrepov. Zato res pozivam ponovno vse ljudi, da naj te ukrepe jemljejo resno. Vsaj tiste, ki so prav na osebni ravni, kar pomeni, izogibati se moramo zaprtim prostorom. Če res ni nujno, se izogibate obiskom trgovin, uradov, česarkoli, ker so ljudje, ki jih ne poznamo in prihajamo pač do nepotrebnega stika z potencialno okužbo. Obenem je treba vse zaprte prostore prezračevati, tam, ko se zadržujemo čim večkrat, vsaj enkrat na uro, pa je potrebno temeljito prezračiti prostor. Nikakor ne smemo pozabiti na umivanje rok in razkuževanje rok. Pred vstopom v prostor, od kamorkoli gremo, ko pridemo domov, vedno najprej temeljito umiti roke, ko kaj prijemamo, predvsem ko prijemamo obraz, nujno samo s čistimi rokami, kajti ta prenos je še vedno še kako pomemben. In ne nazadnje, nujno uporabljamo maske. Ampak maske je potrebno uporabljati pravilno. Te maske, ki so cele zmečkane po žepih in jih vsak dan znova eno in isto masko damo ven, ta maska ne nudi zaščite ne meni in ne vam. Zaradi tega, ker maska po nekaj urah se navlaži, več ne opravlja svoje zaščitne vloge in je zato v bistvu nekoristna. Prav tako maska, ki ni nameščena tako, kot jo imam jaz, čez nos in pa preko ust, ni učinkovita. To, ko nosi dosti ljudi maske pod nosom, širijo virus naprej, kajti tako kot jemljemo brise iz nosno-žrelnega prostora, pomeni, da je tam virusa največ. In če mi nosu nimamo pokritega, pač ni učinka. Zato še enkrat zelo pomembno, nosite maske, ampak masko nosite pravilno. Čez nos in čez usta in maska naj bo pravilna. Vem, da je to dodaten strošek za ljudi, kajti pač nabava kirurške maske nekaj stane. Boljše, da uporabljate maske iz blaga, ki jih pa morate vsakodnevno oprati in prelikati. Boljše to, kot pa, da res te zmečkane, uporabljene maske vedno znova uporabljamo. Prav tako je pomembno poudariti, da čeprav v zadnjih 2 tednih opažamo, da so tudi druge virusne okužbe, druge respiratorne okužbe prisotne, še vedno velja. Prosim, ko imate najmanjše znake okužbe, ali je to samo blag nahod, bolečine v mišicah, blag glavobol ali pa seveda kašelj, bolečine v žrelu in povišana temperatura, ostanite doma. Ne hodite v službo, ne v šolo, ne v vrtec,
Ne v trgovine, ne v lekarne. Ostanite doma, pokličite osebnega zdravnika, ki vas bo napotil na bris po metodi PCR in do prejema rezultata brisa, ostanite doma v samoizolaciji. Enako velja za vaše družinske člane in ostale tesne, visokorizične kontakte, ki morajo v tem primeru ostati doma in če ste pozitivni, ostanejo doma tudi oni 10 dni. Od januarja pospešeno testiramo, zdaj v zadnjih tednih tudi pospešeno cepimo. Testiranja zdaj izvajamo med tednom in sicer vsak dan od 2 do 4 za tiste zaposlene, ki rabijo potrdilo zaradi službe, od 4 do 5 pa za vse občane in občanke, ki pač želijo se stestirati, da vejo, da so bolj prepričani, da so res negativni. Vsak dan med tednom zagotavljamo 2 ekipi za testiranje. Ekipi delata, dokler so ljudje v vrsti, torej če je ob 5 še kolona, testiranje podaljšamo, vedno pridejo na vrsto vsi ljudje, ki pridejo na test. Kako pa je s cepljenjem? S cepljenjem smo pričeli 27. decembra in sicer v domu starejših občanov v Poljčanah. Do danes smo pocepili vse njihove varovance, ki so želeli cepljenja, vse zaposlene v DSO-ju, ki so se na cepljenje prijavili. Nato smo nadaljevali s cepljenjem zdravstvenih delavcev, tako naših zaposlenih kot zaposlenih koncesionarjev in drugih zdravstvenih dejavnosti, tudi ti so že vsi pocepljeni. Prav tako smo s prejšnjim tednom uspeli pocepiti vse starejše od 80 let, ki so se do zdaj že prijavili na cepljenje. Ta teden pa smo začeli s cepljenjem starejših od 75 let. S prejšnjim tednom smo lahko cepili tudi s cepivom potem AstraZeneca visokorizične bolnike, ki so bili mlajši od 80 let. Ta teden smo lahko nadaljevali tudi s tem cepljenjem kroničnih bolnikov starih od 18 do 65 let. V zadnjem času s tem tednom smo končno dobili malo več cepiva, tako da bomo recimo v tem tednu pocepili, upamo, okrog 1000 ljudi, od tega 900 s prvo dozo cepiva. Glede na to, da se že cepimo starejši od 75 let, bi prosil vse občane, ki so starejši od 75 let, tudi tiste, ki so starejši od 80 let, pa se še želijo cepiti, da se na cepljenje prijavijo pri osebnem izbranem zdravniku.